Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, dober večer. Prisrčno vas pozdravljam v novi sezoni naše zdravstvene oddaje televizije NET Halo zdravnik. Četrtkovi večeri bodo torej spet polni zanimivih in poučnih zdravstvenih nasvetov. V sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor bom v oddajah gostila različne strokovnjake z področja zdravstva. Vi, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke, pa nas boste lahko tekom oddaj poklicali v studio in mojim gostom zastavili kakšno vprašanje, seveda o temi, ki bo predstavljala rdečo nit oddaje. Nocoj se bomo posvetili urgenci. Na pogovor sem povabila predstojnika Mariborskega urgentnega centra, doktorja Romana Koširja, doktorja medicine, specialista kirurga, travmatologa. Dober večer. Dober večer. Veseli me, ker ste se odzvali našemu povabilu in čas je, da res začnemo govoriti o zelo pomembni tematiki zdravstva, to je urgenca. Kako jo pravzaprav opredeljujete strokovnjaki? Zakaj pravzaprav gre? Tudi vam najprej hvala za vabilo. Torej, urgenco zdravniki opredeljujemo kot tista zdravstvena ali stanja, ki nedvoumno in nemudoma ogrožajo življenja ali pa bi recimo opustitev takojšnjega zdravljenja teh stanj povzročila do nepopravljivih okvar zdravja ali delovanja telesa. Zdaj, to je zelo strokovna definicija, morda bi gledalcem pojasnil to, kako ta stanja dejansko izgledajo. To so seveda stanja, kjer pride do nenadne izgube zavesti ali motenj zavesti, do nenadnega, morda težkega dihanja ali nezmožnosti dihanja, do nenadnega hudega, slabega počutja, nezmožnosti hoje, gibanja, do hude bolečine, predvsem hudega glavobola, hude bolečine v prsih, hude bolečine v trebuhu, do kakšnih hudih alergičnih reakcij, kjer poleg srbeža imamo tudi težko dihanje in ne smemo pozabiti tudi seveda hude poškodbe. To so poškodbe, kjer pride do poleg močnih bolečin seveda do kakšnih deformacij okončin, kar neposredno govori za zlom, ali hude poškodbe prsnega koša, trebuha, glave. In to nekako so ta v glavnem stanja, kako bi jih kot laik lahko prepoznal. Seveda teh ravno ni veliko v primerjavi z vsemi ljudmi, ki jih pregledamo v urgenci. Veliko stvari pa vendarle je možno tudi pregledati kako uro kasneje, 2, 3, mogoče kaki dan kasneje. Tako da je treba razlikovati res med tistimi življenjsko ogrožujočimi stanji in med tistimi, ki jih je treba zdraviti pač čim prej. Upam, da bomo tudi ljudje, laiki, vedno bolj ozaveščeni in o tem bova še kakšno rekla tudi v nadaljevanju oddaje. Sedaj pa predlagam, da se malce dotakneva zgodovine Mariborske urgence. Kako dolgo že pravzaprav deluje in kako se je spreminjala skozi čas? Vemo, da danes izgleda prav sodobno. Ja, torej sama naša hiša je stara 200 let in verjetno na nek način deluje že od takrat. Seveda pa so se stvari skozi stoletja že spreminjale. Sam sem na tem položaju vodja 12. leto. V tem času je bilo eno obdobje, ko smo čakali na izgradnjo. Približno je trajalo 5 let, potem pa smo leta 2012 začeli to izgradnjo, ki smo jo končali v letu 2015 in zdaj nekako z temi novimi prostori počasi pridobivamo tudi nov kader, tako zdravstvene nege kot tudi zdravnikov, specializantov za enkrat urgentne medicine in premica gre, kar bom rekel, ni več premica, gre za krivuljo, ki gre eksponentno navzgor v razvoju. Tako da imam upanje, da bomo zelo kmalu dosegli nekaj, kar smo si začrtali več kot desetletje nazaj. Ja, kaj naj rečem, iskrene čestitke ob tako uspešnem vodenju in vsekakor držim pesti, da se boste kmalu približali tistemu glavnemu cilju. Sicer pa me zanima, kako je trenutno kaj prostorsko organizirana nova urgenca? Nova urgenca še vedno deluje v sodelovanju, najprej moram povedati, v dobrem sodelovanju z zdravstvenim domom Maribor. Ti zdravniki in njihovo osebje so že
kar dolgo, od leta 2001, locirani v dežurni službi pri nas, v naših prostorih. To je treba gledati z tega vidika, da pač, če že je nujno stanje, je to zelo dobro, da ljudje pridejo tja, kjer jim lahko pač dokončno ponudimo celo diagnostiko in celotno oskrbo. Tako da imamo na nek način deljeno urgenco v sektor, ki ga upravlja zdravstveni dom, in sektor, ki ga upravlja bolnišnica. V glavnem v naših prostorih so to kirurška stanja in poškodbe, in zdravstvenem domu bolj takšna stanja, ki sodijo v dežurno službo, načeloma družinskemu zdravniku. Sicer pa mariborska urgenca je še vedno stacionirana, če lahko tako rečem, v spodnjem delu kirurške stolpnice. Tako da jo potem hitro najdejo vsi bolniki. Tam so ti prostori, naredili smo eno veliko rdečo tablo, kjer piše urgentni center, tako da nas je zlahka najti. To zdaj pacienti so dobro sprejeli in to tudi poznajo, in tam so naša prva vstopna vrata v naše nove prostore. Sicer pa novi prostori ne pomenijo kaj veliko, če ni v njih pravega strokovno podkovanega osebja, ki zna nuditi prvo pomoč in pomagati. Kakšna je kaj kadrovska sestava? Prevladujete zdravniki, medicinske sestre, diplomirane medicinske sestre ali mora biti kateri drugi? Seveda so, veste, najprej so prostori predpogoj, da se neka določena strokovna dejavnost sploh razvija v pravo smer. Tako da smo te prostore potrebovali, da smo tudi organizacijsko, strokovno, pravilno začrtali pot. Danes imamo nove dejavnosti v tej urgenci, ki jih ni bilo, dokler ni bilo novih prostorov. Prva je triaža, kjer jo opravljajo posebej izobražene in izurjene diplomirane, triažne diplomirane medicinske sestre, ki pač razdelijo po prioritetah, po določenih strokovnih algoritmih, kaj je treba pogledati najprej in kaj lahko malo počaka. To je prva stvar, ki tudi prostorsko je omogočena, zdaj prej tega ni bilo možno. Druga stvar je nova dejavnost opazovanja, opazovalnice, kjer se kaj več pacientom ponudi, kjer jih lahko imamo nekaj časa na očeh in se potem odločimo tudi za odpust domov. To predtem je bilo to tako, da smo pač morali ljudi sprejemati v bolnišnične oddelke in s tem tudi na nek način porabljali več časa in energije. Novi prostori omogočajo tudi veliko več nove, bolj hitre diagnostike, in to je primerljivo z najboljšimi na svetu, to ne morem reči, da ne, kar se opreme tiče. Kar se pa kadra tiče, pa seveda je nuja, sodobna urgentna medicina zahteva en določen angažma z temi pacienti, čim več je treba narediti na začetku, ko pridejo skozi vrata v ustanovo, čim več diagnostike, da imamo postavljeno na pladnju, kaj pacientu je in kaj res potrebuje. In zato pridobivamo nove zdravnike, specialiste urgentne medicine. Zdaj so to še specializanti, počasi številka raste, zdaj nas je skupaj 12, jaz pa 11 specializantov, jaz sem že specialist, začetnik, pionir na tem področju. Potem pa tudi medicinske sestre, pretežno je tu potreba po diplomiranih medicinskih sestrah, pravzaprav posebej izurjenih, izobraženih, diplomiranih medicinskih sestrah, ki delujejo v urgenci. Tu imam željo in na nek način tudi imamo podporo celo univerze oziroma visoke šole za zdravstveno nego, da pravzaprav vzpostavi izobraževalni sistem za medicinske sestre, posebej izurjene za urgenco. Ob tem pa imamo še posebne profile, kot so na primer ortopedski tehnologi, tisti, ki nameščajo mavce, opornice in podobno. Imamo tudi operacijske medicinske sestre, imamo tudi srednje medicinske sestre, ki posebej delajo v urgentni dejavnosti. Skupaj nas je trenutno 102 in zdaj to je samo del, ki ga vodim jaz, se pravi del, ki sodi v UKC Maribor, in ta številka raste praktično iz meseca v mesec, ker prihajajo novi zdravniki, in je to kar zalogaj organizacijski. Pregledamo pa na leto, v letu 2016 smo pregledali okrog 40 000 pacientov.
Ali ta številka narašča v primerjavi s preteklimi leti? Narašča predvsem številka hujših primerov, bolj zahtevnih primerov in zaradi tega, ker se več tudi ukvarjamo oziroma več lahko ponudimo pacientom, ko pridejo k nam, nam zato narašča potreba po večji delovni sili. Kar se naraščanja številk tiče, načeloma vidimo zdaj z prihodom helikopterske službe, da imamo več zelo zahtevnih primerov pravzaprav iz cele severovzhodne Slovenije in počasi z prepoznavo tudi v prebivalstvu, koliko lahko na enem mestu dejansko pacientom ponudimo, smo postali kar atraktivni tudi za take, ki pač mogoče niso ravno najbolj urgentni, ker dejansko dobijo veliko oskrbe, zelo kvalitetne na enem mestu. Ljudje so to začutili in prihajajo mogoče tudi več zaradi tega. Kakšne so pa kaj povratne informacije vaših bolnikov? So zadovoljni, so presenečeni nad novimi prostori, nad novo organizacijo? Imamo tudi takšne, ki se pritožujejo, ampak več je takšnih, ki so zadovoljni. Veliko več imamo pohval kot pritožb, pritožbo pa vsako seveda resno vzamemo, saj imamo tudi pač ustrezen pritožbeni postopek. Veliko tistih, ki se pritožujejo, je marsikaj bilo upravičenega in tudi je, in takrat imam jaz tudi možnost, da pokažem, kaj je težava, ker potem so moje želje oziroma želje oddelka predane naprej. Veliko podpore je treba ne samo od vodstva, ki ga imamo od UKC, ampak tudi od cele države, politike in ne vem še koga, da se stvari premikajo, to je kar treba neke energije. In meni so nezadovoljstva ali pa na nek način opozarjanje tudi pacientov na probleme, na nek način so dobrodošle in jih resno vzamemo. Tako da na srečo pa je tega čedalje manj in veliko v zadnjem času tudi pohval. Ker namreč zelo veliko smo tudi naredili naprej. Sigurno. In lepo je, da ljudje to opazijo. Ja. Ker nocojšnja oddaja vsekakor poteka v živo, kot sem omenila že uvodoma, nas lahko tudi vi, spoštovani gledalci, gledalke, pokličete, če vas morebiti žuli kakšno vprašanje na temo današnje oddaje. Nocoj govorimo o urgentni medicini. Vaš klic pa pričakujemo na telefonski številki 02 620 3737. Tako, midva pa, če nadaljujeva z najinim pogovorom, ali bi nam lahko na kratko orisali, kako izgleda sprejem bolnika na novi urgenci? Že prej ste omenili triažo, brez birokracije predvidevam, da vendarle ne gre. Ali bolniki potrebujejo napotnico ali zadostuje zgolj kartica zdravstvenega zavarovanja? Načeloma v našem sistemu zdravstvenem, kot sistemu primarnega, sekundarnega, terciarnega zdravstva, so ljudje navajeni, da že obiščejo najprej osebnega zdravnika, če je to le možno, vkolikor sami ne presodijo, da gre za res hudo urgentno stanje, ali pa že kar pokličejo reševalno vozilo, takrat seveda nobene napotnice ni potrebne. Načeloma je sprejem administrativen z zdravstveno kartico zavarovanja in z napotnico, če je že pacient napoten od svojega družinskega zdravnika, ali pa tudi brez napotnice, če tako presodi ali se tako zgodi. In v prvem delu vprašanj je potem pregledan pri posebni tej triažni medicinski sestri, ki vpraša, kaj se je zgodilo, po potrebi izmeri vitalne znake, mi temu pravimo tlak, puls, oceni bolečino in na to na poseben način algoritmov, ki jih imamo, povzeli smo ta sistem po angleškem vzoru, reče se manchesterska triaža, ker je bila tam pravzaprav izdelana, to pa uporabljajo tudi na Nizozemskem in še v nekaterih drugih evropskih državah. Nekako potem oceni, v kakšno barvno skupino pacient sodi. In ta barva določa, kako hitro bi naj bil pregledan. Rdeči so tisti, ki so potencialno zelo hudo ogroženi in tisti morajo videti zdravnika takoj, so označeni z rdečo in takoj pridejo k zdravniku. Takrat pustimo vse ostalo in pač pregledujemo take paciente. Teh je najmanj
na srečo, ne. Potem pa so oranžni, ki bi naj lahko čakali do 10 minut, potem rumeni do 60 minut in potem zeleni, modri, ki lahko čakajo tudi nekaj ur. Tisti so takšni, ki bi lahko morda prišli tudi ob kakem drugem času, ne ravno ob 11. zvečer, ko nas ravno ni tam veliko, ali pa celo prišli naslednji dan, ali pa celo kakšni modri, tisti zelo banalni, nepomembni, kakšne praske in kaj podobnega, bi se lahko pomagali tudi sami doma ali pa obiskali družinskega zdravnika, ne, tudi take imamo. Ampak varovalka našega sistema je ta triaža, ki je prvi del pač analize, kaj pacientu je. No, tega do sedaj na tak strokoven način ni bilo. In to je zagotovo velika pridobitev. To je velika pridobitev, zato ker, veste, nikoli ne veš, kaj ti skozi vrata pride, če tako lahko karikiram, in za kakšno bolečino v prsnem košu se lahko skriva miokardni infarkt, ki je potencialno v sekundah lahko življenjsko ogrožajoče stanje, v vsakem primeru je in to treba hitro obravnavati. Ali pa kakšna huda alergijska reakcija in potem take banalnosti in stvari, ki lahko čakajo, seveda bi naj čakale. Če bi delali po zaporedju, tako kot delajo na banki ali na pošti, bi lahko komu ogrozili življenje. Ja. Ko že ravno govoriva o tem čakanju, tudi vaši bolniki lahko na velikih zaslonih v čakalnici sami sledijo približen čakalni red oziroma kam so uvrščeni glede na barve, tako da potem tudi vedo, kdaj približno bodo prišli na vrsto. Ja. Tudi to je ena noviteta. To je informacijski sistem, ki sem ga tudi sam pomagal izdelati, tako da smo tudi na tem nivoju velik napredek, velik korak naredili, smo se modernizirali, s tem imamo tudi dosti, lahko delamo statistične analize in seveda prikažemo pacientom, da pač pri nas vlada nek red. Mislim, da ljudje najbolj to želijo, da pač obstaja nek postopek, nek red. Pa se še vendarle kdaj zgodi, da bi se morda kdo pritožil, da je predolgo čakal ali da ni prišel dovolj hitro na vrsto? Se zgodi, nekateri pacienti preprosto, sploh v začetku, ko smo s to triažo začeli, so se spraševali, kaj zdaj vi, medicinska sestra, mene sprašujete taka medicinska vprašanja, to bi hočem, da me pogleda zdravnik. Ne razumejo ravno, niso razumeli tega procesa, ne. Zdaj pa se to počasi uvaja, se tudi pritožujejo, zakaj morajo čakati 3 ure. Ampak gledajte, če so pač prišli zaradi stanja, ki je banalno, je pač tak način dela, da je treba narediti tisto, kar je bolj nujno prej. In preprosto to je prav, to je pošteno do pacientov. Ki zdravniško pomoč potrebujejo hitreje. Ki zdravniško pomoč potrebujejo hitreje. In mislim, da se bojo počasi ljudje tega navadili, ali pa so se že. Imamo tudi dosti obvestil po stenah, kako ta sistem funkcionira. In na nek način se bojo te stvari ugladile. Pa sicer, ali zdravniki obravnavate čisto vsakega bolnika, ki pride, ali morda kdo zaključi pregled že pri triažni diplomirani medicinski sestri? Če zaključi pregled pri njej oziroma potem, ko čaka ga čisto na lastno pest iz same, bom rekel, svete jeze, da čaka že 2 uri ali 3, drugače moram povedati, da pregledamo 80% vseh pacientov znotraj 2 ur. Se pravi, ni hudo dosti čakanja. Tako. Seveda pa si ne moramo privoščiti, nikoli nobenemu ne odklonimo pomoči ali ga ne pogledamo. Mislim, vsakega pogledamo. Na tem mestu me morda zanima samo še to, če obstaja kakršnakoli sankcija za vse tiste, ki torej izkoriščajo vaša odprta vrata in se na koncu izkaže, da je njihov obisk nekako ne preveč upravičen? Ne obstajajo nobene sankcije. Načeloma so pravila zdravstvene zavarovalnice o samoplačništvu v primeru, da stanje ni urgentno ali kakorkoli že, to, da objektivno, realno je na licu mesta. Preden človeka ne pogledaš in obdelaš, sploh težko reči, da je prišel zaradi nečesa, kar je nepotrebno. Tako. In tu je seveda velik problem, ne toliko na nas, ampak na državi, kako bo uredila, da ljudje te stvari ne bodo tudi izkoriščali, ker na nek način imamo države, ki imajo različne varovalke
Tako. Naša strokovna varovalka je seveda triaža, da ločimo res tisto, da bomo pogledali nujno od manj nujnega. Seveda finančna varovalka države, ker pač nas pa bremeni z ogromno dela, ko ljudje pridejo in vsakega moramo pogledati, pa so verjetno kakšne participacije, ki so zelo politično nesprejemljive, tako bom rekel, ali pa morda bolj je treba delati na sistemu, da se okrepi še primarno zdravstvo. Tu se tudi dela ogromno na tem, tako da bodo ljudje imeli tudi do svojih zdravnikov lažji dostop, potem tudi njihova diagnostika in tako dalje. Se pravi, veliko stvari se da spremeniti. Ja, in v nadaljevanju nocojšnje oddaje bova o tem še govorila. Sedaj si bomo pa privoščili kratek premor. Ostanite z nami. Spremljate oddajo Halo zdravnik, v kateri nocoj govorimo o urgenci oziroma urgentni medicini. Veste, kaj me zanima? Kdaj je vaša služba nekako najbolj obremenjena? Je zadeva vezana na kakšne letne čase, morebiti praznike? Zelo raznoliko. V dnevu, poprečno v dnevu, v glavnem začnejo pacienti prihajati nekje po 9-10 uri, nekako narašča število, tja do 1 ure popoldne, potem se nekako minimalno to umiri in potem spet popoldne od 4-5 naprej pa tja do poznih večernih ur, polnoči in enih spet nekak nek vrh. Tako da imamo 2 vrha prihoda, pol po polnoči, po 1, po 2 uri zvečer pa do 7 zjutraj se seveda te številke precej manjše. Bolj zanimivo za gledalce je to, da imamo seveda velike, kako bi temu rekel, obremenitve v mesecih, ko pride pomlad in začetek poletja. Ravno ta naš sedanji april, maj, junij so bili za nas nori meseci, kjer smo imeli tudi po 30% več pacientov čez dan kot pa običajno, kar je posledica verjetno velike aktivnosti. Ko se zima umakne, ljudje začnejo biti aktivni na vrtovih, veliko raznih poškodb in podobnih stvari. Motoristi pridejo na plano, otroci se vozijo s kolesi in podobno. Potem je seveda velik problem, če pride do kakšnih epidemij, kot na primer gripe ali podobno, to tudi zelo obremeni našo službo. Velik problem je prvi sneg oziroma sneg in led, ki se pojavi vsaj v začetku, prvič, ko zapade. To pomeni, da bomo mi z poškodbami zasuti. Takrat tudi opozarjamo predvsem starostnike, da naj bodo previdni, naj se zadržujejo raje doma, kajti ti so še posebej ogrožena skupina v tem primeru. Tako da je ta vaša opozorila in priporočila potrebno vsekakor jemati resno. Zelo resno. Vi že veste, kaj je v ozadju. Jaz že vem. Tako. Morda še beseda o vrstah, številu, pa morda tudi delovnem času kirurških, urgentnih, specialističnih ambulant, ki jih imate. Zdaj, to je staro poimenovanje za naš urgentni center. Mi delamo seveda non-stop, 24 ur na dan, vsaki dan. Praviloma imamo 2 ambulanti, se pravi 2 zdravnika dopoldne, 2 popoldne in potem 1 ponoči. Delajo pa v različnih načinih, nekaj v rednem delu, nekaj v dežurstvu, nekaj kot nadure. Skratka, nekako 5 zdravnikov se zvrsti skozi naš dan vsakih 24 ur. S katerimi urgentnimi stanji in poškodbami pa se najpogosteje srečujete pri vašem delu? Približno 70 do 80% gre za poškodbe in ostalo so bolezenska kirurška stanja, poškodbe raznih vrst. Od teh vseh 40 tisoč pacientov je približno 20% otrok. Ti so v veliki meri največkrat poškodovani, približno 7-krat več otrok je poškodovanih kot obolelih z raznimi kirurškimi stanji, kot so vnetje slepiča ali kile, ukleščine ali kaj podobnega.
Kar se pa odraslih pacientov tiče, bolezenskih stanj, kar ni poškodb, pa se srečamo predvsem z takšnimi, ki imajo bolečino v trebuhu, ki jo rešujemo kirurško z operacijami, različni vneti žolčniki, kile, zastoj blata, urina, marsikaj. Skratka, vse, kar se načeloma bi naj zdravilo na kirurški način. Seveda vidimo pa pravzaprav čisto vse, kar je možno, ker smo odprta vrata za pač vsako stvar in ravno zaradi tega je naš strokovna želja, da v to področje naše urgence umestimo urgentne zdravniki, ki imajo zelo široko znanje z vseh področji. Tako da smo se do sedaj srečali praktično že čisto z vsem. Že uvodoma sva nekaj govorila o urgentnih stanjih, pa tudi o tem, da imajo laiki velikokrat težave pri samem presojanju, ali gre res za nujno stanje, ali bi bilo z njim lahko oziroma bolje tudi malce počakati, obiskati svojega zdravnika. Kaj bi jim vendarle svetovali? Kaj je tisto, da bi znali sami presoditi? Ali naj se zanašajo na svoj občutek? Ali kako drugače? Že v uvodu v oddajo oziroma v prvem vprašanju sem rekel, da seveda takrat, kadar gre za neke hude, recimo motnje zavesti, neodzivnost, nezavest, težko dihanje, močne bolečine, nenaden dogodek, tudi hude poškodbe, je treba to seveda resno vzeti in vedno lahko pokličejo brez napotnice številko 112 dispečerski center. Zdaj kmalu bo zaživel nov dispečerski center, kjer bomo imeli tudi odziv strokovnjaka, ki bo zastavil posebej usmerjena vprašanja o stanju, zaradi česar bodo prebivalci klicali, to še čaka nas v bodočnosti. Takrat bodo tudi aktivirali reševalno vozilo z ustrezno opremo in ustreznimi ljudmi, bodisi zdravnikom, bodisi brez, ali pa tudi eventualno dali kakšna navodila. Tako da za te res najbolj zaskrbljujoča za zdravje stanja imamo vedno vsi prebivalci na voljo pomoč, da se obrnemo na res nekaj takega. Sedaj pa, če dovolite, bi sprejela telefonski klic. Dober večer. Pozdravljeni. Je kdo z nami? Morda nas bo poklical še nekoliko kasneje, midva bova kar nadaljevala s pogovorom. Veste, kaj me zanima? Kdaj pa naj ljudje presodijo, kdaj je res potrebno poklicati reševalno vozilo in včasih so pa vendarle situacije, ko morda lahko tudi sami koga odpeljemo do vašega urgentnega centra? Pravzaprav ga lahko pokličejo kadarkoli reševalno vozilo, to ni, kadar imajo možnost prevoza sami in da pač precenijo, da gre za neko stanje, kjer ni tako hudo ali pa se počasi poslabšuje, je možnost priti tudi do nas seveda z lastnim prevoznim sredstvom. Saj večina tudi takšnih je, to so recimo malo lažje poškodbe ali pa neke bolečine, ki trajajo nekaj ur ali pa morda kaki dan, se pravi, ali pa neki blažji glavoboli, neka stanja takšna, ki sami ljudje precenijo, da pač niso tako huda. Tako da načeloma mislim, da ljudje sami kar dobro vedo, da si znajo in da si lahko pomagajo za številko 112 reševalno vozilo poklicati takoj, kadar pač je res nujno. Imamo pa tudi veliko izobraževalnih informacij na internetu, na strani Ministrstva za zdravje, na raznih publikacijah za laike, tako da te informacije so vedno dosegljive. Če že pa ne, pa še moramo to narediti, da bi res bilo to dostopno. Tako. Pa poglejmo, če je zdaj kdo na telefonski zvezi. Dober večer. Dober večer. Ste? In zdaj ne 2 dni od tega sem padla nesrečno na betonski stup. Bila sem na intervencijskem pregledu
nisem strla rebra, ali bolečine so neizdržne in glede tega, da sama živim, stara sem 82 let, prosim za pomoč, kam da se obrnem. Socialno službo sem prosila in so me govorili, da bom mogla plačati strežbo, če lahko dobim. Živim sama v svojem objektu. Prosim, pomoč. Hvala za vaš klic. Kaj bi svetovali naši gledalki? Gospa, jaz bi se na vašem mestu najprej, če ste že bili pregledani pri nas s tem izvidom, obrnil na vašega osebnega zdravnika, ki vendarle lahko pomaga z bolečinami preko patronažne službe, dajanja nekih analgetikov in podobno. Zdaj, če seveda niste bili pregledani ali oceni zdravnik, da je treba pregled pri nas, vas bo napotil in vas kadarkoli pogledamo. Če rabite prevoz, je tudi možnost poklicati pač številko 112, če je tako nujno stanje. Če so res bolečine nevzdržne, lahko se seveda tega kadarkoli poslužite. Tako, najlepša hvala za vaš odgovor. Že uvodoma ste omenili nujno medicinsko helikoptersko pomoč, pa če se malce ustaviva pri njej. Približno leto dni bo, odkar deluje in nekako pokriva vzhodni del naše dežele in vse bolj ali manj pride prav v vaš mariborski urgentni center. Drži? Drži. Kaj to pomeni? To je ena zelo dobra stvar za prebivalstvo, pa za nas precej dodatnega dela. Ta služba je organizirana zaenkrat v rokah zunaj delovanja moje pristojnosti, se pravi, ni to del UKC Maribora, ampak je državna služba, katero kadrovsko podpira trenutno zdravstveni dom Maribor, ki tudi reševalno službo, se pravi reševalna vozila organizira. In je to ena služba, ki je velika pridobitev, praktično tako kot ste rekli, za celo severovzhodno Slovenijo, se pravi, do zdaj helikopter zaradi razdalje z Brnika ni bil dosegljiv ravno v naše kraje. Zdaj pa ga imamo parkiranega ob trenutkih oziroma v času, ko lahko helikopter leti kar na mariborskem letališču, odkudar se z tem istim dispečerskim sistemom 112 aktivira ali pa ga pokličejo zdravniki, ki delajo zunaj naše regije, neposredne mariborske regije, na terenu tja do Brežic, pa skoraj do Celja, pa praktično celo Koroško, lahko tam zdravniki, ki so primarni zdravniki na terenu, ki hodijo v reševalna vozila, ki vidijo, da ne bodo mogli pravočasno pripeljati pacienta z svojo ekipo reševalnega vozila, lahko tudi aktivirajo ta helikopter, tako da imamo te paciente praktično resnično iz te polovice Slovenije. In potem so vsekakor verjetno boljši rezultati pri samem okrevanju? Ja, zagotovo. Pacienti pridejo nedvomno prej do ustrezne oskrbe, za njih je to bolj udobno, lažji transport je s helikopterjem kot po cesti. Kdo pa vse sestavlja ekipo, ki sprejme helikopter, ko pristane? Ekipa v helikopterju so poleg pilota in kopilota še zdravniki in potem dva tehnika. Z nami, z naše strani pa je cel tim, tako imenovan travmatološko-reanimacijski tim, če gre za poškodbe. Tu je pa kar nekaj zdravnikov različnih profilov in medicinskih sester in ostalih profilov, ki potem skupaj kot tim nastopimo in začnemo z reševanjem tega problema. Tako da, ja, na naši strani smo organizirani podobno kot za reševalno vozilo. Zelo podobno, s tem, da pač reševalno vozilo nam parkira pred vrati z nadstreškom in pridejo ljudje takoj potem iz njega do naših ustreznih prostorov, medtem ko helikopter žal pristane na neki improvizirani ploščadi, tako kot je bilo do zdaj na tem področju, še treba kaj spremeniti. Morda še kakšna beseda o načrtih. Predvidevam, da imate še kaj v rokavu, kar bi se dalo izboljšati. Idej ne bo zmanjkalo v meni. Načrti teh je mnogo, veliko so odvisni od časa. Čas pomeni izobraževanje ustreznih kadrov, veliko so odvisni tudi od denarja, to pomeni politično voljo ali pa delovanja večjih
večjih ljudi, z večjih vidikov, večjih specialnosti, da se določene stvari uredijo. Mi imamo veliko željo urediti ta problem heliporta, kjer imamo zdaj to pristališče, ki je čisto, kako bi rekel, zasilno in improvizirano. Imamo vse pripravljeno, da si na strehi naredimo pravi heliport, tako podobno kot ga ima Ljubljana ali pa Slovenj Gradec, in neposredno z dvigalom s čim bolj hitro in logistično primerno potjo pacienta transportiramo v same prostore urgence. Istočasno imamo željo za to nadgradnjo dodatno nad našim prvim nadstropjem omogočiti izgradnjo nekaterih prostorov, kjer bi določene prostore sprostili v sami urgenci in le-te bi lahko uporabili za nastanek pediatrične urgence oziroma pediatričnega urgentnega centra. To je še ena stvar, ki v Mariboru na nek način deluje čisto po starem. Urgentni otroci se ob določenih urah pregledujejo na določenih lokacijah, enkrat v zdravstvenem domu, enkrat v naših prostorih, enkrat na pediatriji. To bi lahko bolj poenotili, naredili tudi to v 24-urno dežurno pediatrično službo na enem mestu. To je še naš velik načrt. Potem je velik načrt, nekako bi rekel, homogenizacije oziroma poenotenja delovanja skupaj z temi kadri iz zdravstvenega doma, ko sodelujemo. To predvsem mislim na delovanje informacijskega sistema in organizacije. Počasi se premikamo v pravo smer, se sodelovanje je dobro, ampak tu imamo še marsikaj za postoriti. Veliko si želim, da bi nekako čim prej bilo možno kar čim več urgentnih služb, ki še delujejo dislocirano v mariborskem bolnišnici na različnih mestih, da bi pač nekako ljudje prihajali k nam, kjer imajo največ možne diagnostike. To je še organizacijski zalogaj. Na koncu pa bi poudaril, da bi zelo želel, da bi enkrat dokončno uredili tudi financiranje. Saj tudi po časopisih berete, da baje celo delamo izgubo. Mi sam zdravimo ljudi, ki pridejo skozi naša vrata in jim rešujemo življenja, tako kot po najboljši veri in volji vemo in znamo. In se mi zdi pač korektno od države, da zagotovi finančna sredstva, da lahko dovolj ljudi na pravi način to tudi počne, ne pa da izgorevamo v preobremenjenosti, ker to se potem pozna na tem, da na koncu se lahko tudi zgodi v skrajni sili, da ne bomo več imeli ljudi in zdravnikov, ki bi to mogli še početi. In to so ene take velike želje. To bi pa vodilo res v pravo katastrofo, tako da upajmo, da bo to slišano. Upajmo. In čim prej izpolnjeno. Saj bo. Kot zanimivost pa me zanima še ta podatek, ali večina ljudi, ki obišče vaš urgentni center, tudi ostane v bolnišnični oskrbi, ali jih večina gre kar domov? Kakšne so vaše izkušnje? Velika večina jih gre kar domov. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo možnost dobre oskrbe, nekaj urnega opazovanja, veliko diagnostike in lahko dejansko izluščimo, kaj je dejansko treba pri pacientu narediti, ali on res potrebuje bolnišnično zdravljenje, in s tem premikamo tisto, ko nekoč smo pač paciente imeli zaradi tega, ker nismo čisto razčistili v samem začetku, kako in kaj, v bolnišnici zdaj tega velikokrat več ni treba. Tako da velika večina pacientov gre domov. Kaj pa sicer, ali strokovno sodelujete tudi s kolegi iz tujine? Že prej ste omenili, zagotovo imate kakšne zglede, po katerih se ravnate tudi pri organizaciji vašega urgentnega centra, ste pa tudi pionir, verjetno na marsikaterem področju. Ja, verjetno je velik vpliv na mene naredilo eno leto delovnih izkušenj v Houstonu, v Teksasu, to je bilo leta 2004-2005, kjer sem nekako spoznal te njihove prijeme, organizacije urgence, takrat enega najbolj sodobnih urgentnih centrov v svetu. Potem pa sem preko te moje delovne izkušnje spoznal ljudi tudi iz Evrope ali pa tako rekoč že iz celega sveta in
ni vprašanje, to imamo sodelovanje dobro z veliko strokovnjaki na več področjih, ne samo mene, tudi mojih zdravnikov, tako da se lahko čisto mirno rečem, približujemo tistim, ki so najboljše organizirani v svetu in v Evropi. Kako je pa kaj z zanimanjem za specializacijo iz urgentne medicine med mladimi zdravniki? Ja, to vprašanje mi pa kar nasmešek na usta prinese zaenkrat zelo dobro. Izgleda, da sem tudi nekako, pa smo zelo dobro zastavili našo delo z mladimi. Jih vztrajno spodbujam, podpiram, nekako upoštevam, nekako so, čeprav so zelo veliki začetniki, sooblikujejo nastanek oddelka, imajo nekako, se mi zdi, eno dobro pripadnost in imamo vse naše želje, se pravi zahteve preko zdravniške zbornice vedno zasedene, tako da sem zaradi tega zelo vesel. Odlično. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za nocojšnji pogovor, čestitam vam za vso veliko delo, ki ste ga že opravili. Hvala. In držim pesti, da bodo tudi vse vaše ideje čim prej realizirane. Hvala. Hvala lepa. In že smo pri koncu naše prve oddaje Halo zdravnik, v kateri sem gostila predstojnika Mariborskega urgentnega centra, doktorja Romana Koširja, doktorja medicine, specialista, travmatologa. Govorila sva o organiziranosti in delovanju Mariborskega urgentnega centra, iz prve roke pa ste lahko izvedeli tudi, v katerih primerih je potrebno obiskati urgenco in kdaj ne, ter kako ukrepati v določenih kritičnih situacijah, ko je potrebno nuditi prvo pomoč. Tako, ker 29. septembra obeležujemo Svetovni dan srca, bomo to aktualno temo vzeli pod drobnogled tudi v sklopu naše oddaje, ko se mi bo v studiu pridružil primarij Mirko Bombek, doktor medicine, specialist kardiolog. Bodite z nami, srečno!